Dragi prijatelji, gledalci, poslušalci televizije Exodus, spet smo tukaj, imamo postna premišljevanja in danes je na vrsti naslov Jezusove rane. Jezusovo trpljenje se je začelo na Veliki četrtek, pozno zvečer. Ko so ga na Olski gori prijeli, ga zvezanega odvedli v mesto in zaprli v ječo. Končalo se je na Veliki petek nekako sredi popoldneva, ko je prebit na križu izdihnil na Kalvariji. Trajalo je 18 ur, 9 po noči, 9 po dnevi. V tem času je bil Jezusu zadano po vsem telesu mnogo ran, od lažjih do težjih in najhujših, radi katerih je končno izdihnil. Te rane bodo predmet našega današnjega premišljevanja. Če se odločimo za časovni vrstni red, so se Jezusove rane nizale takole. Ob aretaciji na Olski gori verjetno ni bil ranjen, je pa moral prenašati surovost vojakov in prejeti marsikateri udarec. Niso ga božali, ko so mu z jermeni, morda z okovi, speli roke in ga v temi po grapavi cesti zvezanega prignali do ječe. Ležišče, ki ga je tam čakalo, je bilo vse prej kot udobno. Zato je vprašanje, koliko mu je omogočilo spanja in počitka. Ko se je zdanilo, je moral spet zvezan prepešačiti pota iz kraja v kraj, kjer so ga zasliševali in mu sodili. Kdo? Ana, Kajfa, Pilat, Herod in ponovno Pilat. Ko so ga po Pilatovem ukazu bičali, je vse telo postalo ena sama velika boleča rana. Vojaki so mu nato na glavo pritisnili trnovo krono in ga tolkli po glavi, v obraz in kamor je padalo. Potem, ko je Pilat izrekel smrtno obsodbo, so mu naložili križ, ki ga je moral na okrvavljenih, ranjenih ramah nositi, še verjetno bolj kot nositi vleči za sabo do Kalvarije. Pot je bila kamnita in utruje se na njej nekajkrat zgrudil. S tem je dobil nove rane na kolenih, na komolcih, morda tudi na obrazu. Kdo ve, podrobnosti niso opisane. Najhujše pa ga je čakalo na mestu križanja. Sneli so mu obleko, ali boljše rečeno strgali, ki se je oprijela svežih odprtih ran, kar je prinašalo nove bolečine. Saj vemo, če se na rano prime blago ali vata, s katero smo jim vezali, če to trgamo proč, se rana znova odpre. Moral je leči, z žeblji so mu prebodli roke in noge in jih pribili na les. Ko je bil tako pritrjen, so ga dvignili. Vsa teža telesa se je prevesila na omenjene 3 ali 4 žeblje. To so bile 4 najhujše Jezusove rane, 2 na rokah, 2 na nogah. Težko si je predstavljati, kako jih živ človek sploh more prenesti, ne da bi padel v nezavest. 5. najgloblja rana mu je bila zadana, ko mu je vojak s ulico prebodel srce. A te rane Jezus ni čutil, ker je bil takrat že mrtev. Tako je Jezus s svojim celotnim trpljenjem in smrtjo
izvršil naše odrašenje. V našo duhovno korist si smemo razlagati pomen posameznih ran. Rana na desni roki nas spominja tolikih dobrih del, ki jih je Jezus storil v 3 letih, odkar je potoval po deželi in delil dobrote. Spomnimo se njegovega vprašanja, ko so mu farizeji grozili s smrtjo. Pa jih je vprašal: toliko dobrih del sem storil med vami, radi katerega me hočete umoriti. Koliko jim je ponudil roko, jih dvignil, potolažil, pobožal, ozdravil, nahranil, blagoslovil. Apostol Janez na koncu svojega evangelija doda, da ni knjig, ki bi opisale, kaj vse je Jezus storil dobrega. V glavnem z desno roko. Kaj pa smo mi storili? Njegovo desno roko, ki je za vse to zaslužna, smo pribili na križ. Kaj pa rana leve roke? Ta nas spominja na Jezusova dobra dela, ki niso napisana. Po tistem navodilu naj ne ve levica, kaj dela desnica. Tudi te roke smo se odrekli, ko smo vzeli žebelj in kladivo in zamahnili. Obe Jezusovi nogi govorita o Jezusovih neštetih korakih in potovanjih, ko je oznanjal evangelij. Koliko korakov? Kaj smo storili? Vzeli smo žebelj, vzeli smo kladivo, udri. Nad vsem tem naj bi se zamislili in prosili, kar poje tista naša ljudska pesem: Jezus, daj, da tvoje rane nas presunejo, kristjane. V resnici bi nas morali presuniti, predramiti, zbuditi, pretresti in omehčati naša trda srca, kajti vsi mi smo zakrivili Jezusovo križanje. K temu je treba dodati, da rane niso samo nasilen poseg v človekovo telo. To je fizično rečeno. Posežeš v telo z nasiljem, ampak rane imajo kot posledico trpljenje. Rana boli, od rane trpiš. Koliko globlji je poseg v telo, toliko hujše so bolečine, toliko večje je trpljenje. Bridko trpljenje, pravimo, če je močno, veliko. Bridko. Tudi Jezusu so rane povzročale trpljenje. Bridko trpljenje. In trpljenje prebridko, pravi pesem. Naj pomoč nam smrti bo. Kaj sploh je to trpljenje? Je prenašanje nekega zla, najprej fizičnega zla, ko telo čuti udarce, ko se mu zlomijo kosti, ko se mu zadajo rane, ko prenaša bolečine, ko se ponesreči ali pa ko ne more spati, tudi to je neka vrsta rana. In pa moralno zlo, to je žalost, strah, trepetaš od strahu, si razočaran in trpiš od razočaranja, kot je Jezus jokal nad Jeruzalemom.
razočaran nad svojimi rojaki. Ali pa trpiš žalitve, ko te ponižajo, ko ti naredijo krivico, ko so ti nehvaležni, ko imaš občutek, da so te zapustili. To so notranje rane, duhovne rane. Eno in drugo je trpljenje. Je nekaj, česar človekova narava ne more sprejeti. Če sprejme, pač mora, ampak se čuti nesrečno. Ko smo našteli Jezusove telesne rane, prej sem našteval, je prav, da se ustavimo tudi pri njegovih notranjih ranah, ki so v evangeliju manj opisane. Niso notranje v smislu, da so globoke znotraj telesa, ampak da so občutene v duši, da nam prebodejo srce. Najbolj preprosto in živo nam bodo predstavljene, ko bomo poslušali žalostinke ali učitanja. Latinsko se reče lamentaciones, ki so zapisane v mašni knjigi. Včasih pred koncilom so jih peli duhovniki na Veliki petek. Jaz, ki sem nekoliko starejši, se tega še spominjam, ko smo kot ministranti poslušali, kako so duhovniki, v naši župniji so bili takrat 3, na Veliki petek pri oltarju peli te lamentacije ali žalostinke. V mašni knjigi so še ohranjene, čeprav jih po koncilu, vsaj kolikor jaz vem, sedaj več ne pojejo ali ne molijo ali pa na drugi način. Imenuje se tudi, torej, kot sem rekel, očitanja, ker naštevajo, kaj vse je Bog storil za svoje ljudstvo, ono pa teh dobrot ni razumelo, jih ni upoštevalo, je bilo do njih gluho, živelo je po svoje, mimo Božje volje ali celo v nasprotju z Božjo voljo. Zaradi žalosti jih tudi imenujemo žalostinke. Zapomnim sem si, kako se ponavlja stavek, ki ga bom zdaj zapel. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, ali ši sem te užalil, odgovori mi. Ko sem te izpeljal iz egiptovske dežele, si svojemu odrešeniku pripravilo križ. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, s čim sem te užalil, odgovori mi. Jaz sem te vodil skozi puščavo 40 let in hranil te z mano in te pripeljal v tvojo deželo. Ti pa si meni s mojim odrešeniku pripravilo križ. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, s čim sem te užalil, odgovori mi. To sem pel, ampak zdaj bom samo bral naprej. Jaz sem te zasadil kot svoj prekrasni vinograd, ti pa si mi postalo grenko. S kisom si ga silo mojo žejo, s ulico si svojemu odrešeniku prebodlo stran. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te užalil? Odgovori mi. Jaz sem zaradi tebe udaril Egipčane, njihove prvorojence, ti pa si mene
dalo bičati. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te užalil? Odgovori mi. Jaz sem pred teboj odprl morje, ti pa si s ulico odprlo mojo stran. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te užalil? Odgovori mi. Jaz sem tebe napajal z rešilno vodo iz skale, ti pa si mene pojil žolčem in kisom. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te užalil? Odgovori mi. Jaz sem tebi dal kraljevsko žezlo, ti pa si meni dalo trnovo krono na glavo. Ljudstvo moje. In še zadnje, saj jih je več, ampak jaz sem ta pobral. Jaz sem tebe povišal z veliko močjo, ti pa si mene obesilo na križ. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, in s čim sem te užalil? Odgovori mi. Vsa ta nezvestoba izraelskega ljudstva skozi zgodovino, ki je bila našteta v teh očitanjih, je bila vzrok Jezusovih notranjih ran. Kako ne bi bil žalosten? Kako se ne bi čutil razočaranega? Kot član tega naroda in kot učlovečeni Božji sin je vzel nase vse te notranje bolečine in jih daroval nebeškemu očetu, s čimer je poravnal dolgove svojega naroda. Toliko o tem. O grehih pred Jezusom v zgodovini, predno se rodil. Kaj pa potem? Jezus že 2000 let živi v svoji cerkvi. Od kar je šel v nebesa, pa do danes. Ni še točno 2000 let, okroglo. Živi v svoji cerkvi in tudi tam zadaja rane. Tudi ta. Tudi nad njo bi mogel peti žalostinke. Niso v mašni knjigi. Jaz sem jih sestavil in naštel po svoje. Nekdo drugi bi jih drugače. Prisluhnimo. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te razžalostil? Odgovori mi. Naročil sem vam, v Evangeliju piše, da se ljubite med seboj. Vi pa ste med seboj razdaljeni, celo sprti, katoličani, pravoslavni, evangeličani, anglikani in drugi. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te razžalil? Odgovori mi. Zgled sem vam dal, naj bo tisti, ki je prvi, vsem služabnik. Vi pa ste si izmislili razne častne naslove in med seboj tekmujete, kdo bo deležen večje časti, komu bo dan višji naslov. Ljudstvo moje, razmisli, ali se tako živi po Evangeliju. Naprej. Naročen sem vam, da si ne nabirate zaklade tega sveta, marveč iščite najprej Božje kraljestvo. Vi pa ste iznašli 100 načinov, kako se uklanjate krivičnemu mamonu. Ljudstvo moje, a se tako živi Evangelij?
naročil sem vam, da bodite luč sveta, sol zemlje in mesto na gori. Pa je vaša luč brljiva, vaša sol premalo uporabna, mesto na gori pa tako malo prepričljivo. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, v čim sem te užalil? Odgovori mi. Naprej. Učim se vas, naj bo vaš da, da, vaš ne pa ne. Kar je več, je od hudega. V vašem obnašanju pa vidim toliko dvoličnosti, zavisti in komolčarstva. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, čim sem te razžalil? Vam Slovencem sem podaril čudovito lepo deželo. Poskrbel, da ste dosegli samostojnost. Vi pa meni obračate hrbet. Ne samo to. Zavračate me, nočete me, žalite. Ljudstvo moje, v čim sem to zaslužil? Naprej. Napovedal sem gorje tistemu, ki pohujša katerega teh mojih najmanjših. Vi pa ste molčali in umazane grešne zadeve porivali pod preprogo. Ljudstvo moje, kaj si storilo? Ali se tako živi evangelij? To so očitanja, pa lahko bi še našteli, ki jih Jezus doživlja 2000 let, kar živi v svoji cerkvi. Tudi to so njegove notranje rane, notranje bolečine. Razočaran je nad nami. Ni samo to, ampak tudi to. V postnem času smo, je prav, da o tem razmišljamo, da se o tem vprašamo, da si o tem odgovorimo. Jezus radi tega trpel. Vsako trpljenje je zlo. Samo v sebi nima vrednosti. Najprej je zlo, ker je trpljenje, potem pa je zlo, ker ne vemo, kam želim. Ker mu ne vemo odgovora, ker mu ne vemo vsebine in smisla. In vendar ni tako. Jezusovo trpljenje je imelo v sebi vrednost in poslanstvo. Jezusovo trpljenje nam je ljudem prineslo večje dobrine, kot bi jih bili deležni, če trpljenja ne bi bilo. Prineslo nam je učlovečenje Božjega Sina. Prineslo nam je odrešenje. Prineslo nam je obljubo večnega življenja. Vsega tega ne bi bilo, če ne bi Jezus zaradi našega grešnega življenja prišel na svet. Samo tako je možno razumeti apostola Pavla, ki pravi: meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zakaj se hvali? Ker je trpljenje prineslo velike dobrine. Odkar je Jezus trpel, ima vsak križ, oziroma prinese vsak križ s sabo dar. Vsako trpljenje pri nas prinese dar. Če smo ga le pripravljeni razumeti in sprejeti. Apostol Peter v svojem pismu poučuje prve kristjane. Kristus je trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Ko so ga sramotili, ni vračal v sramotenje. Ko je trpel, ni grozil. Na svojem telesu je nesel naše grehe na les
da bi mi grehom odmrli, živeli pa za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Tretji dan je vstal, omogočil vstajenje in večno življenje vsem nam. Kot človečljeni Božji sin je vzel nase iz svobode ljubezni do nas vse. Sveti Pavel zatrjuje pismo Kološanom. Odpustil nam je vse grehe, izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil je z naše srede in prebil na križ. Torej nismo več ničesar dolžni. Na koncu nekaj vprašanj, ki so povezana s trpljenjem. Človek je bil ustvarjen v stanju pravičnosti in sreče. Trpljenje ni spadalo k človekovi naravi in ne bi ga smelo biti. Zakaj? Kdaj se je pojavilo? Odgovor: na začetku trpljenja ni bilo. Na svet je prišlo kot posledica izvirnega greha, ko sta prva starša zlorabila svobodo in hotela doseči svoj cilj zunaj Boga. Drugo vprašanje. Bog je mogel prvima staršama preprečiti, da bi imela potomstvo. Tako bi bil greh v kali zatrt. Tega ni storil. Iz tega smemo sklepati, da je greh v človeštvu prisoten vsaj po Božjem dopuščenju, če že ne po njegovi volji. S tem pa je prisotno tudi trpljenje. Zakaj? Odgovor. Bog dopušča, da se dogodi kaj zlega zato, da iz tega naredi kaj boljšega. Od beseda svetega Pavla, ker se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost. Zmaga nad grehom, ki jo je izbojeval Kristus, nam je podarila večje dobrine, kakor so tiste, ki nam jih je odvzel greh. O tem svetu verujemo kristjani, da ga je osnovala in ga ohranjuje stvarnikova ljubezen. Torej, Bog ima ta svet rad. Vsemogočni Bog je neskončno dober, bi na svojih delih ne trpel zla, ko ne bi bil tako mogočen in dober, da bi iz zla storil dobro. Tretje vprašanje. Zakaj se je Kristus odločil za tako veliko trpljenje, kot je križanje, saj bi ena sama kapljica njegove krvi zadostovala, da bi vse ljudi oprala madeža greha? Kaj na to odgovoriti? Tisto od rešilnih kapljic je resnično. Ena sama kapljica Jezusove krvi bi zadostovala za odrešenje vseh ljudi, ker je bila kapljica Božjega Sina. A je Kristus z človečenjem hotel postati ljudem enak v vsem, razen v grehu. Torej tudi v trpljenju. Tudi v velikem trpljenju. Ljudje veliko trpijo, Jezus je rekel, tudi jaz bom veliko trpel. Izkusiti hočem vse vrste telesnih muk in duševnih bridkosti, ki se morajo zgrniti na človeka. Kar vsi ljudje, to tudi jaz. Če trpeti človek Bogu očita, da je njemu v nebesih lahko, mu Bog odvrne, poglej mojega sina, a mu je lahko. Če računamo, da je vzel nase grehe vseh ljudi, vseh časov, vseh krajev, je količina neizmerljiva. Hotel je docela uničiti. S tem je hotel dati zadoščenje tudi za vso človeško zlobo, ki je sposobna trpljenje zakriviti in ki ga je tudi zakrivila. Veliko krivde, zato je Jezus vzel nase veliko trpljenje. Ne zato, ker je moral, ampak ker je hotel, da nam bo enako. Četrto vprašanje. V kakšnem smislu je možno reči, da Kristus trpi v cerkvi, kot smo prej govorili? Kristus trpi radi naših grehov. Odgovor. Odkar je Kristus stal od mrtvih, živi v poveličenem telesu, ki ne more trpeti. Vrni se v nebesa
živi pri Očetu v večni slavi. Na skrivnosten način pa živi v nas ljudeh, ki smo udje njegove cerkve. Kako to razumeti? V apostolskih delih piše, kako je Pavel pred Damaskom zaslišal klic: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Na vprašanje, kdo si, ki te preganjam, je prejel odgovor: jaz sem Kristus, ki ga ti preganjaš. Torej, ko je Savel preganjal kristjane, je preganjal Kristusa. Razlaga, v kakšnem smislu je to možno, da Kristus, ki sedi na Očetovi desnici, poveličan, more trpeti preganjanje. To pa presega naše razumevanje. Bomo videli, ko bomo prišli tja, če Bog da. 5. vprašanje in zadnje. Iz nekaterih mest Svetega pisma Nove zaveze sklepamo, da so se apostoli, ko so trpeli za Kristusa, tega veselili in prejemali tolažbo. Nekaj navedkov. Korinčanom: kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega meje, tako prekipeva tudi naša tolažba. Kološanom: zdaj se veselim, ko trpim za vas. Nasvet apostola Petra: kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da ste mogli ob razodetju njegove slave radovati. Pismo Rimljanom: kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove? Nadloga, stiska, preganjanje, lakota, nevarnost, meč. Nije stvari, ki bi nas mogla ločiti od Kristusa. Kako razumeti to veselje in to tolažbo sredi trpljenja? Odgovor: obsežen je v nauku, ki je bil že obravnavan, da Kristus na skrivnosten način živi in deluje v cerkvi, v svojih vernikih. Rečeno je bilo, da je Savel, ko je preganjal Kristusove učence, v resnici preganjal Kristusa. Po drugi strani pa obstaja zagotovila, da učenci med preganjanjem doživljajo Kristusovo bližino in prejemajo njegovo moč. Ko je diakon Štefan videl, da mu grozi smrt, je zaklical: videl nebesa odprta in Božjega Sina na desnici Očetovi. Ta pogled na Jezusa je dal Štefanu pogum, da se ni bal kamenjanja. Na podlagi tega besedila ne postanejo sprejemljiva pričevanja o nekaterih krščanskih mučencih iz poznejših časov, ki so šli v smrt s pesmijo na ustih. Peli so, ko so jih vodili v trpljenje. Kako da so peli? Ker je vsak od njih na svoj način videl nebesa odprta in Sina Božjega, sedečega na desnici Očetovi. Spomnimo se, kako piše, da so šli apostoli veseli izpred velikega zbora, da so smeli trpeti za Kristusa. Apostol Pavel pravi: od vseh strani nas pritiskajo, pa nismo utesnjeni. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečajo, pa nismo pobiti. Na svojem telesu nosimo Jezusovo umiranje, da se razodeva na nas Jezusovo življenje. Torej, Bog je prisoten tam, kjer nekdo trpi zaradi njega. Jezus mu da moč. Ko smo naštevali podatke iz Svetega pisma, poglejmo še pričevanje iz današnjih dni. Verjetno vsak od vas ve za duhovnika Franca Špeliča. Lani je umrl, 10. aprila. On je bil najprej partizan in komunist, potem pa je nehal biti komunist, ker je bral Sveto pismo in je pisal: odpovedujem se partiji.
pa mu niso verjeli in so ga klicali na zasliševanja in so ga mučili, naj prizna, da je zaveden in naj se spreobrne. In o tem pripoveduje v knjigi Iskalec žive vode. Išla je leta 2009 v Ljubljani. Na strani 237 piše: Ko sem bil popolnoma zlomljen na tleh, sem bil v notranjosti vendarle srečen. Srečen, ker sem spoznal, da me ne morejo zlobiti, ker imam v sebi Boga. Ker nad vse trpljenjem Bog. Poln sreče sem bil ob spoznanju, da lahko trpim za Boga. Torej je bil Bog z njim. In zato na koncu tega premišljevanja lahko zapojemo: Jezus, daj, da tvoje rane nas presunejo kristjane in trpljenje prebritko. Naj pomoč nam v smrti bo. Hvala, da smo bili skupaj. Amen.